Kaj pa bomo videli danes, kakšna bo danes predstavitev? Ja, danes bo nam Gregor Hvastija pokazal, kako posneti pornofilm. Imamo dve igralki iz Dunaja, tako da bomo v bistvu lahko videli celoten potek nastajanja pornofilma. Kakšni so bili kaj odzivi na prejšnje dogodke tukaj na Štuku? Ja, kar se tiče študentov, sprejeli so odlično, obisk je bil fenomenalen, mislim, da smo okoli 200 ljudi mogli žal poslati domov, tako da si še želimo takšnih obiskov, takšnih dogodkov in takšnih projektov. Kaj pa morda še druga neštudentska javnost, so bili morda kakšni tudi malo bolj burni odzivi? Ja, na koncu projekta smo tudi dobili obisk policije. Bila je prijava, da spuščamo mladoletne, kar ni res, ker pri vratah dva pregledujeta osebne dokumente ali študentske izkaznice, torej mladoletni vstopa nimajo. No, smo namen pokazati, kako izgleda produkcija profesionalna, kjer je snemanje pač vodeno, kjer se modelom daje navodila med snemanjem, pred snemanjem, mogoče par trikov. Po moje največ bojo odnesli od tega tistih, ki si v času doma kaj posnamejo s svojim partnerjem, ne? In mogoče, če bojo vedeli kakšen trik več, bojo pa tudi njihovi posnetki bolj zanimivi za pogled. Why did you girls decide to perform in public? Oh God, it's a difficult question, but I don't know. I have no problem to make these kinds of shows in public, and yeah, I have fun with it, and yeah, I like to perform and entertain the people, and I like to make shows, and I like it. I don't know. So you never feel bad in front of so many people? No, never. We make it funny, and I find it very good. And it's sometimes laughy, and when you look into the face from the people, and it's very nice. Sta režija in fotografija nekega pornofilma zelo različni od druge produkcije? Načeloma, v grobem ne. V grobem ima vsaka produkcija ima nek začetek, potem nek zaplet in razplet. Ne. In tle je isto. Ne. Tle je nek začetek, ker je neko stanje, ki se potem zaplete, ne, in razplete pač pri nas drugače kot v filmih, ne, ampak načeloma pa je treba se držati istih pravil, tudi kamera more upoštevati enaka pravila kot pri vsaki produkciji. Sceno sem, včasih jo začnem s totalom, pa grem bolj na detajl, včasih začnem z nekim obrazom, pa grem počas ven, pa potem nekdo drug pride, odvisno, kako imam se skupaj postavljen. Zdaj smo začeli s punco na začetku, tako da še ne vemo, zakaj gre. Ja. No in malo sem se sprehodil s kamero po njej. Malo punca tle sedi. Pa pride njena kolegica. Zdaj ste videli sekundo nazaj, sem naredil res in pol nasleden kader sem začel na njenem obrazu. Zato, ker sem vedel, da če ne bom tega naredil, bom pa imel težavo v postprodukciji, ker ne vem, kako narediti prehod na nov kader, če je iz istega kota pa isti približek. Ne. Tako da to je pametno imeti v mislih, če boste kaj snemali zase ali pa za whatever.